moj nasvet za startupe in vsa podjetja, ki vstopajo na tuje trge, je, da najprej postavijo temelje. Torej, ko imajo neki izdelek ali storitev, ki je revolucionarna, je ni oziroma predstavlja njihov tisti core izdelek, naj se ustavijo in naj si odgovorijo na 5 zelo preprostih vprašanj. Torej, kaj je tisto, kam želijo iti, torej kateri trgi, s kom, s kakšnimi partnerji, na kakšen način in kako. Ne? In ko imajo odgovore na vsa ta vprašanja, potem se lahko šele fokusirajo na to, da vlagajo denar v marketing, prodajo in tako naprej. Ker nima smisla iti nekam, kjer A je že to, kar vi imate, ali B, kjer se boste tako slabo zaščitili ali ne zaščitili, da vam bodo v trenutku skopirali. To je v bistvu bistveno. Tako, ko se hiša gradi z temeljev, intelektualna lastnina je pač temelj. Zdaj, denar vsi vlagamo v razvoj, denar vlagamo v marketing, pozabimo pa vmes na eno zelo pomembno komponento in to je pač zaščita. Treba je pač vedeti, kaj imate, ker vsaka industrija ima pač svoje zakonitosti in se glede na to se treba pač obnašati. Torej, ogromno je pravnega dela, ampak odkrito povedano, če so te stvari prej urejene, je škoda, ki potem nastane, ko je treba iti v tožbe, je bistveno nižja. Ne smemo pozabiti, da med tem, ko se vi borite za to, kar je vaše, vam škoda na trgu že nastaja. Torej imamo dvojno izgubo. Eno je to, ker prihodka ni, drugo so pa še stroški za pravne storitve v končni fazi. In noben startup si ne želi, da to, kar je zanj tako pomembno in na čemer želi zrasti, da mu to takoj skopirajo. Ne smemo pa pozabiti, da je to 21. stoletje, da je internet, da je globalizacija, da vsi vse vejo in da vas bojo sigurno našli, ali na tak ali drugačen način. Če ste dobri, morate biti pa tako ali tako pripravljeni na to, da vas bojo skopirali. Tako da zakaj bi jim dali to možnost, če ni treba? Treba je samo to lučko imeti prižgano, se ustavljati v vsaki fazi, stvari urediti in potem ne bi smeli biti problema oziroma so bistveno manjši, pa bistveno manj denarja porabite za te zadeve.